Čeprav veljajo suhi travniki nad kraškim robom za najbolj pisano zbirko travniških cvetlic, se tik pod njim skriva čudovit vrt, povsem skrit očem redkih obiskovalcev vasi Podpeč. Njegova ustvarjalka nas je prijazno sprejela in popeljala okoli svojega kamnitega doma, obdanega z dehtečimi vrtnicami, sadnimi drevesi in neštetimi cvetovi. Zgodba o vrtu Neve Nikotra in soproga Alfija je pravzaprav zgodba o tem, kako nas korenine pokličejo, ko je pravi čas za to. Gospa Neva se je pred 2 desetletjema vrnila v rojstno hišo. Obnovila jo je in ob tem s svojimi zelenimi prsti ustvarila enkratno mešanico okrasnih in uporabnih rastlin, oblikovanih kamnov in predmetov, ki skrivajo zanimive zgodbe. Tokrat vam bomo predstavili vrt, v eni od prihodnjih oddaj pa še kamniti hiši, ki sestavljata domačijo. Neva, zakaj vam je vrt tako pomemben? Jaz sem zrasla, bi se reklo, na zemlji. Rojena sem v tej hiši, se pravi v hiši iz kamnja, prekrasno stoletno murvo. In sadjem, tle je bila dežela sadja, ki so ga ženske pol nosile v Trst, v plenerjih. To pomeni, tle je bilo dosti fig, je bilo dosti češe in bilo dosti sliv. Tle sem zrasla in pa so se moji starši zelo mladi preselili s trebuhom za kruhom v dolino, v Rižansko dolino, blizu mest, da bi se poiskali službe. In moja mama je ženska, ki ima v sebi rože. To je dar Božji, bi rekla moja nona. Ja, se pravi, podedovali ste zelene prste. Upam reči, tle ni kvadratnega metra, da ne bi bilo zelenega. Ja, to bom tudi poskusila. To sem razmišljala te dneve, zakaj pravzaprav jaz to delam. Jaz vedno podtikam in postavljam si vprašanje, kdaj bom nehala, Ker je vsega preveč že, Ampak zakaj je preveč? Meni niso nikoli bili všeč stvari, ki so tako geometrično, samo rumena barva, samo oranžna barva, samo ta barva, tako kot reš po parkih, to ni zame. Ja. Vrt je zame kot hiša, je živ organizem, ki sproti nastaja, ki se non-stop spreminja. Spreminja se z menoj, ampak pol mi mene da kot eno nadgradnjo. Ko raste, ko cveti, ko ovene, ko crkne, bi se rekel po domače rastlina. Jaz moram to počistiti, pospraviti. Je pa to odraz moje osebnosti, očitno. Jaz bi se želela imeti vse v eni barvi. Ni šans. Barvih je milijon. In je dosti vrst zakaj. Če bi imel v hiši samo vrtnice, ko vrtnice odsvetijo, ne biš imel več nič. Ja. Če imaš pa različne rastline v različnih nivojih, ena konča, druga začne. Vrt pod strmimi stenami kraškega roba ima zaščiteno lego in obilico sonca, saj je obrnjen proti jugozahodu. Tudi burja mu ne pride do živega, saj veter zdrsne nad kamnito steno v dolino. V vročih poletnih dneh je najgostejša senca pod murvo, ki raste na tem vrtu že toliko stoletij, da nihče več ne ve, kdaj so jo posadili. Poleg sence ima še eno odliko – ne rodi plodov. Očaralo nas je tlakovano dvorišče, na katerem raste murva. Tlakovano je s kamnitimi ploščami, med katere se je urasla trava. Pač taka, kakršna so bila dvorišča nekoč, ko jih še niso tlakovali z betonskimi tlakovci in fugirali z betonom. Tle je tudi spodaj vsa drenaža in cevi, tle je ogromno cevi od spodaj. Ampak sem tudi zaradi murve hotla, da gre noter dež, da ona preživi in da ne gre vsa voda proč. Ker tle je voda zelo pomembna. Skoraj pol stoletja je minilo, preden se je gospa Neva vrnila v domačo hišo. Pot do nje je bila zaprta z ogromno skalo, ki je nekoč padla s skalnatega roba nad vasjo. Ko so skalo razbili, so se lotili odstranjevanja smeti in podivjanega rastja. Šele potem je prišla na vrsto obnova hiše. Na teh drugih terasah, pa tle za to malo hiško, je bila robida 50 let stara. To pomeni, ti nisi mogel zraven. Jaz imam sliko, ko moj mož, sin in oče reže robido z motorko, z motorno žago. Kamen ni samo osnovni gradnik hiše. V obdelanih oblikah je prisoten v raznih vlogah na vrtu. Zelo veliko stvari je torej iz vasi, loke, pa tejerte, to je bilo vse že v hiši. Tam je en del ene stope, to je bilo eno prašiče korito. Tisti okrogli del, to je bil nizki kamen, ki sem ga prinesla iz Dekanov, ker tam, kjer živimo, je bila dolina mlinov. Ti veliki kamni, ki so tle, recimo, pa ta s to veliko luknjo, to je pa prišlo iz Trsta, iz starega dela mesta. Ko so obnavljali stari del Trsta
je bilo ogromno materijala, ki so ga metali proč. Če preskočimo neobstoječo modro vrtnico, so v vrtu zastopane vse druge barve cvetov teh dišečih grmov. Mnoge od njih so nastale prav pod Nevinimi prsti. Pol v Trstu sem začela hoditi malo več po vrtnarijah in gledati. Ampak največji šok je bil, ko sem prvič videla vrtnico Pierre Rossac. To je ta tam. Sem jo videla v eni izložbi v Trstu, od ene cvetličarne, je plela, je bila s temi na bambusih in je bila tako lepa, ampak je bila zelo draga. Je bila 150.000 lir. To je bilo dosti takrat. Kaj zdaj narediti? Grem domov in začnem razmišljati. Sem rekla, Alfijo sem nekaj videla. Kaj si videla? Seka, ni obleka, niso čevlji, ni torbica, ampak je vrtnica. To je bilo začetek. In potem sem pa jaz kamorkoli ne pri domače vrtnice, v nekaj imela mama, sem jemala potaknjence. Nikoli nisem razmnoževala vrtnic z prašitvijo. Tega ne znam in ni šans. Ampak sem na eno osnovo, recimo na one stare, bele, ki enkrat cvetijo, sem začela, najprej mi je mož cepil, ker on je pa mojster za drevesa in za sadje. Najprej mi je on to delal, pa se je on naveličal in pa sem začela sama. Na začetku poletja, ko smo obiskali vrt, so z živobarvnimi cvetovi pritegnile pozornost tudi številne vrste kadul, trajnic, ki večinoma izvirajo iz tropskih krajev. Nevin soprog Alfijo je s Sicilije prinesel cepiče mnogih sadnih vrst in sort, ki jih pri nas takrat še nismo poznali. Danes je v njunem vrtu v Podpeči okoli 70 sadnih dreves. In kaj torej vrt pomeni Nevi Nikotra? Vrt odraža moje misli, mojo naravo, moj temperament, moje barve, mojo vsebino. Vrt je joga, meditacija in ne vem še kaj vse ljudje počnemo. Ker jaz zjutraj vstanem, v pidžami, pa v spalni srajci pridem ven in začnem od cveta do cveta. Pogledam vsak cvet, če so nove, jih povonjam, če so stare, kakšno odrezam. To je jasno, če nimaš drugih opravkov. To pomeni, to pregledam, potem grem v hišo, potem zatrkujem, se umijem, preoblečem in tako naprej. Se prebujem v vrtu.